morali izbirati med strahom in pogumom, dostikrat proti lastni volji in prepričanju. Čas je za neobremenjen pogled na dogajanje tudi ob koncu vojne, ki se je prav na slovenskih tleh končala šele teden dni potem, ko so na evropskih bojiščih že utihnili topovi. Presežno zlo je skrajno surovo, z maščevanjem in srdom zaznamovalo zadnje poglavje te strašne vojne. Zneslo se je nad vojskami, ki ujete pod karavankami niso hotele položiti orožje. A zaradi nepotvorjenega izročila zanamcem je treba povedati, da vanj nismo bili ujeti in ga nismo zagrešili samo in predvsem Slovenci. V številnih prikritih grobiščih in še neurejenih grobiščih po Sloveniji ne ležijo predvsem Slovenci in jih ni pokončala zgolj slovenska roka. Ne nalagajmo si večjega bremena na svojo vest. Dovolj težko je že breme, ki nam ga nalaga resnica, osvobojena ujetosti v ideološke in politične spopade današnjega časa. Spoštovani, iskanje poti do pomiritve s preteklostjo pa ne pomeni pomiritve z realnostjo, kakršno živimo danes. To ni edino mogoče življenje. Imamo izkušnje, vse od težavne obnove razrušene domovine, ki so jo kot prednostno nalogo vodile povojne vlade. Imamo spoznanje o uspehih in napakah v pretečenih 70 letih. Imamo ustvarjalne in delovne ljudi, velike intelektualne potencijale, lepo, rodovitno in bogato deželo. Vse to nam daje priložnosti, da uspešno preživimo tudi v zaostrenih protislovjih sodobnega sveta. Povejmo si, da zmoremo. Črnogledost se zdi, da je danes zmagala nad samozavestjo in optimizmom glede prihodnosti. Slabe napovedi za svet niso redke. Poslušamo, kako se bodo pomnožili politični in socialni konflikti, padale vlade, destabilizirale države. Kako se morebiti ni mogoče izogniti niti vojnam. Spremljamo ukrepe vlad, s katerimi grehi novih bogatašev in bank dobivajo odveze z javnim denarjem, medtem ko delavci, oropani plačila in samospoštovanja, ostajajo na cesti. Na cesti ostajajo skupaj z mladimi, ki čakajo na delo z vse manj upanja, da ga bodo našli doma. Prav te razmere so priložnost, da pridemo do novega razvojnega modela. Modela, ki ne bo v opreki s temeljnimi etičnimi vrednotami. Takšnega, ki ne bo omogočal neomejenega bogatenja na račun zmeraj večje socialne revščine ter neodgovornega poseganja v naravo, ampak bo v dobro vseh nas. Takšna vizija razvoja in vrednote, ki jim bo družba zavezana, pa potrebujejo družbeno soglasje. Pritisk nezadovoljstva naravno sili, da se te naloge lotimo. Naloga je zahtevna in je ni mogoče izpeljati brez zaupanja do predlagatelja sprememb. To je izhod in je hkrati tudi težava. Zaupanje v politiko je majhno in se samo po sebi ne bo ukrepilo. Politična elita si ga mora zaslužiti in se zanj boriti. Zlasti vlada. Pokazati mora, da si želi razumevanja in podpore ljudi, zato tudi preverja svoje načrte skozi javni dialog.
Priložnosti za to so vsaj prodaji državnega premoženja in nacionalnemu reformnemu programu bi preverjanje z državljani dalo verodostojnost, vladi pa potrebno samozavest. Vlada je odgovorna najprej lastnim državljanom. Najprej mora upravičiti njihovo zaupanje. Vlada ni v zavidljivem položaju, a vendar mora ponujati podlage za konceptualne razmisleke in vanje pritegniti ves intelektualni potencial slovenske družbe. Ukrepati mora preudarno, a hitro, blažiti najbolj zaostrena protislovja, ob tem pa odpravljati še dediščino zmotnih in neodgovornih ukrepanj prejšnjih vlad, hkrati pa premišljeno postavljati temelje dolgoročni viziji. Vse to zato, da bi krepila zrahljane družbene vezi, vračala zaupanje ter utrjevala blaginjo in dostojanstvo ljudi. Spoštovani prijatelji, Slovenci nismo prvikrat pred zahtevnimi preizkušnjami. Pred 25 leti smo ustanovili samostojno slovensko državo. Kljub velikemu tveganju smo nalogo takrat zmogli. Ta cilj je odpiral novo perspektivo. Bil je jasen in vsem ljudem razumljiv. Zanj se je bilo vredno zavzeti. Bil je naš skupni nacionalni interes, naša skupna odgovornost in obenem temelj enotnosti med državljani in političnim razredom. Enotnosti, kakršne ni bilo nikoli poprej in žal nikoli poslej. Sledili smo soncu in pustili sence za sabo. Zato naj ponovim. Ko smo z vizijo stopili čez medsebojne razlike, smo Slovenci vselej zmogli velika, pogumna in ambiciozna dejanja, ki so bila na ravni zahtev zgodovine. V ospredju je bila odgovornost za usodo naroda. Dokazali smo, da zmoremo. Odgovornost za narodovo prihodnost nas mora povezati tudi danes. Zdaj kaže, da smo na poti gospodarskega okrevanja in so možnosti, da bodo njegove blagodati pravično razdeljene. A moramo ostati strpni, solidarni in pravični. Povezani v zavesti, da imamo možnost ustvariti družbo pravičnosti in priložnost, da za naše otroke in vnuke ustvarimo državo, o kakršni smo sanjali ob osamosvojitvi. Dokažimo tudi zdaj, da zmoremo. Naj sklenem. Upor zoper okupatorja je bilo eno najbolj častnih dejanj v zgodovini Slovencev. V narodovem zgodovinskem spominu bo ostal zapisan kot nacionalna vrednota. Nanj moramo biti ponosni in hvaležni vsem, ki so dali življenja za narodov obstoj in svobodo. Zato si bomo tudi v prihodnosti šteli v čast prispevke, ki jih bomo dajali k zmagam človečnosti. Vsak med nami na svoj način. Skupaj pa s poznanjem, ki ga je ubesedil pesnik Tone Pavček. Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. Obrnimo se, dragi prijatelji, v prihodnost skupaj. Veseli in ponosni, da smo obstali. Uresničili smo sanje na svoji zemlji pod svobodnim soncem. Hvala.